Torej, v Bistrici ob Sotli, seveda in hvala vsem kolegom županom za odlično sodelovanje, ker v Posavju brez tega ne bo šlo. Še posebej velik izziv, ravno to naše dobro sodelovanje bo pri umeščanju, to, kar je že Robert razlagal, enega največjega infrastrukturnega objekta v našem delu Slovenije, v Posavju, torej gradnja nove hidroelektrarne. Sicer pa v Bistrici ob Sotli najmanjša občina Posavje, vendar smo v letošnjem letu, lansko in letošnje leto zelo intenzivno investicijsko naravnani. Zaključujemo enega verjetno v zadnjih 50 let največjih investicij v občini, gradnja nove telovadnice in vrtca skupaj v enem prostoru. Dobrih 6 milijonov evrov vreden projekt, sofinanciran z Ministrstva za šolstvo in gospodarstvo, in bo res ena velika pridobitev za našo občino, ne samo zaradi tega športnega, zdravega načina življenja, ki ga promoviramo, ampak tudi, da imajo otroci čim boljše pogoje, zato da ostanejo mladi v našem kraju, in tudi zaradi tega smo recimo začeli sofinancirati vrtec za tiste starše, ki imajo stanovanjske kredite. S tem bi mogoče malo olajšamo za to, da pridejo sem, da gradijo in da ustvarjajo pri nas. Drugi velik projekt je projekt obnove prostorov v kulturnem domu, projekt Doživeti Bistrico ob Sotli. Jaz jih ne bom posebej podrobno razlagal, zato ker imate to v opisih. Je pa pomembno, da povemo, s čim se ukvarjamo. Regionalne ceste, lokalne ceste, regionalne so državne, jaz jih moramo prositi, dajte nam urediti, ker smo pač tudi tukaj enkrat moramo priti na vrsto. Lokalne pa rešujemo vsako leto vsaj 5-6 kilometrov od 100, ki jih imamo. V zadnjih 4 mandatih je bilo to skoraj 80 kilometrov, kar velik zalogaj, je pa potrebno za to, da naši ljudje imajo vsaj približno enake pogoje kot tisti v mestih. Naredili smo celostno prometno strategijo, pogoj je bil tudi zaradi kakšnih drugih projektov, je pa dobro, da to naredimo, ker lahko potem sistematično tudi na državo pritiskamo za to, kar potrebujemo. Prostorski načrt, zelo težka zadeva, potrebna ali ne. Mi smo imeli včasih drugačne pogoje, kot jih bomo imeli zdaj, zaradi okoljevarstvenikov, varstva narave, vodarjev, bomo imeli pravzaprav precej težko nalogo, da dobimo vse to, kar želimo, dovoljeno. Ne bomo dobili, zanesljivo bo bolj zahtevno, ampak je to kar verjetno v večini Slovenije velik problem. Planiramo rekonstrukcijo enega pločnika v Čehovcu, tam, kjer je najbolj zahtevno. Projekt Oživimo vasi, torej zelo pomembno je, da vključimo vseh 11 vasi v Bistrici ob Sotli, da imajo vsi nekaj od tega našega razvoja. In zelena infrastruktura, tukaj sem še posebej zapisal, to so sredstva, cirka 700 tisoč evrov za občino Bistrico ob Sotli, ki smo jo dobili na podlagi dogovora vseh 6 občin posavskih. In seveda tudi tukaj hvala županom, ker smo sicer v znesku precej manjši kot druge občine, vendar pa v deležu na prebivalca pa precej več kot druge občine, in tukaj se res zahvaljujem za razumevanje kolegom županov, predvsem tistih iz večjih občin, ki nam na tak način vsake toliko časa, to je projekt, ki bo na 5 let, pa dobimo nekaj več, kot bi sicer nam pripadalo. Tudi to je en dokaz, da v Posavju razumemo potrebe drugega, da se podpiramo in da nekako se zavedamo, da če ne bomo enotni, bodo drugi to našo recimo neenotnost izkoristili in bodo naredili mimo nas kakšne zadeve. Tu pa seveda gre za državne načrte, za državne projekte, od cest, kolesark, uporaba reke Save in seveda na obrežja. Za mene je pomembna tudi Sotla, mejna reka, in seveda takšni veliki projekti, kot je JEK2.
Isto v letu 2000, to bo seveda projekt leta 2026 in 2027, v letošnjem letu bomo seveda obnovili tudi zdravstveni dom, popolnoma prenovimo, zato ker smo uspeli pridobiti zdravnico, da bo prišla v naš kraj. Veste, ko imaš enega zdravnika, pa še tistega ti bi najraje vzeli, je zelo velik uspeh, da ga pridobimo, tako da bomo imeli zobozdravstvo in zdravnika v Bistrici ob Sotli na voljo. Vsi ti projekti so namenjeni ne županom ali pa tem, da se mi s tem hvalimo, ampak so namenjeni ljudem, ker če hočemo ljudi obdržati na teh naših lepih podeželskih krajih, ki ni vedno vse dostopno pred nosom, ker se je treba res boriti za vsak kilometer ceste, za vsako dvorišče, za vsako gradbeno dovoljenje, je seveda verjetno najpomembnejša naloga županov ravno to, da poslušamo ljudi in da poskušamo za njih nekaj narediti.